glede na to, da sem 6 let živel v Italiji, pa tudi vedel živel, so se boksali v parlamentu, je slovenska politična kultura v parlamentu na visokem nivoju. Razen tega cajtnega po glavi še ni drugo priletelo. Tako da, tudi če pogledate zgodovino britanskega parlamenta, ki je najstarejši v Evropi, tudi tam so že pesti, kdaj pele. Gledajte, kar se tega vprašanja tiče, jaz mislim, da je tu nek temeljni problem. Medijski prostor seveda mora biti kritičen do vseh vej oblasti. Zato potrebujemo to 4. vejo oblasti, za katero jaz pravim, da je 1. veja oblasti. Zato, ker ni res, da imajo ostale 3 veje oblasti večjo moč, kako jo imajo mediji. Mediji imajo danes največjo moč in so oni kreatorji oblasti in tudi kulture. Zato bi morali seveda biti toliko bolj odgovorni do tega, kar počnejo. Če 20 let ljudstvo neprestano posluša, kako je narobe, da imamo več strank, kako je narobe, da se v parlamentu kregajo. Če bivši predsednik države neprestano odriha po tistih strankah, ki niso njegove, in če seveda v to kulturno vzdušje potem ujamejo svoja jadra tudi mediji, potem ni čudno, če je na vse zadnje vedno vsega kriva politika, poslanci, parlamentarci in tako naprej. S to tezo se jaz seveda globoko ne strinjam. Zaradi tega, ker ocenjujem, da politika, ki ima oblast, se pravi recimo efektivna oblast, ki jo ima vlada, je verjetno kakšnih 20-25% maksimalno vse oblasti, ki se distribuira v državi. Potem so marsikateri drugi vzvodi oblasti in tisto, kar vedno bolj ugotavljamo, problem naše družbe in naše demokratične kulture ali nekulture je, da je več tistih, ki iz ozadja odločajo o stvareh, kakor pa tistih, ki so zato bili izbrani in izvoljeni. In to je seveda nek temeljni problem, ki spreminja lahko neko državo bolj v mafijsko združbo, kakor pa v parlamentarno demokracijo. In v tej točki mislim, da v Sloveniji imamo še marsikaj za popraviti. Zdaj, poglejte, če začnemo pri najbolj banalni zadevi. Kakšne so plače glavnih nosilcev oblasti v tej državi? In kakšne so plače menedžerjev v, morda niti ne največjih podjetij v tej državi? Na prvi pogled bo primerjava pokazala, da so plače vseh politikov bistveno nižje, kakor pa menedžerjev v gospodarstvu. Medtem ko po drugi strani, recimo, ljudje v državni upravi ali državni uslužbenci seveda niti približno niso na tako nizkih plačah, kakor so pa delavci v gospodarstvu. Torej, ti proporci so, po mojem, nesocialni in nesolidarni. V starih demokracijah, v demokracijah, kjer so marsikaj izkusili, so ugotovili, če hočeš imeti nepodkupljive politike, jih moraš dobro plačati kot politike. Pri nas je miselnost ravno obratna. Kadarkoli se odpre debata o financiranju, so prvi na tapeti politiki. In potem imamo take banalije, kot je plačevanje kavice iz svojega žepa in podobne neumnosti, ki tako ničemu ne prispevajo, ampak skušajo pač prispevati neke spremembi te miselnosti in te mentalitete, ki je v tej državi. Jaz seveda ne mislim, da bi morali imeti politike astronomsko visoke plače, ampak tisti, ki vodijo državo, tisti, ki odgovarjajo za celotno skupnost, v vsakem primeru morali biti na vrhu po plačanosti. To bi bila, po mojem, edini kulturni odgovor do države, ne do teh ljudi, ampak do države,
kajti skozi to se vidi, kako cenimo državo ali je ne cenimo. Kako si želimo, da bodo državo vodili kvalitetni ljudje ali pa seveda nekvalitetni ljudje. Kajti vsaka koalicija, ko prihaja na oblast, posebej velja to tudi za sedanjo in za tisto, ki je bila od 2004 do 2008, je imela tudi z tega vidika resne kadrovske probleme, ker so ljudje rekli, jaz v politiko ne grem. Prvič bom imel nižjo plačo, drugič pa bom vsak dan na medijskem oddalu. Nisem neumen, zato da bom šel delati v politiko. In ljudje so tako se omikali iz političnega življenja in delno, marsikdo se to potem tudi skrije za stroko in z pozicije stroke kritizira potem tudi politiko. Tu mislim, da gre za neko sprevrženo miselnost v slovenskem prostoru do politike kot politike, zato, ker nam je ni uspelo v teh 20 letih obrniti v neke pozitivne. Vsaka družba, vsaka država potrebuje politični razred, potrebuje ljudi, ki upravljajo z oblastjo. Upravljati z oblastjo pa je v Sloveniji psovka. Pred volitvami se psuje tiste, ki se borijo za oblast. Zakaj se pa naj borijo? Vse vendar je to njihov posel, ki ga bodo počeli. Upravljali bodo z oblastjo. Vprašanje je seveda, kako bodo upravljali z oblastjo. In če bodo upravljali z oblastjo slabo plačano, potem se bodo za take pozicije javljali tisti, ki bodo iz svojega sedanjega dohodka videli vseeno napredek, če pridejo v parlament. Ne pa tisti, ki bodo se za to odločali, ali jih bomo mi izbirali zaradi tega, ker smo preverili kot državljani, kot aktivni državljani, da so dobri pri upravljanju z oblastjo. In tu mislim, da je problem te kulture v slovenskem prostoru, da se seveda vse veste, kako se politiki reče, ne? Jaz trdim, da nič manj nekulture ni v družini, nič manj nekulture ni med kulturniki, nič manj nekulture ni v medijskem prostoru, kakor je pa v političnem prostoru. Trdil bi celo obratno, da je še najvišja kultura v političnem razredu, zato ker je najbolj pod kontrolo. Vsi ostali so pa bistveno manj pod kontrolo in ker so manj pod kontrolo, lahko v ozadju počnejo dosti večje svinjarije. In je pravzaprav zopet neka sprevržena miselnost, ne? Zato ker smo vsi samo usmerjeni v to, kaj se dogaja v politiki, ne pa tudi na drugih področjih. Torej, če zaključim nekako vprašanje cene oziroma spoštljivosti in spoštovanja do politike je izraz našega cenjenja in spoštovanja države kot take. In tu mislim, da je seveda Slovenija v hudih povojih in v hudih težavah, da bo to miselnost spremenila in da bo začela ceniti svojo državo, kajti ko bo cenila svojo državo, bo lahko cenila tudi svoje politike in obratno.